Pozdravljeni! Danes začenja serija prispevkov posvečenih veliki nagradi Španije v sezoni 2021. In kot ponavadi, poglejmo si vse tiste zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi tokrat se bomo najprej ozrli malce v preteklost. Lani za sezono 2020 sem opisal veliko nagrado Španije iz leta 1986. Danes bom šel desetletje nazaj v tisto znano veliko nagrado Španije iz leta 1976. In to dirko je marsikdo izmed vas videl, čeprav je bila le bežno omenjena v znanem filmu Rush. Namreč na tej dirki je bil James Hunt najprej diskvalificiran, čeprav je prvi prečkal tisto ciljno črto in nato mesec in pol kasneje je zmago dobil nazaj. Pojdimo lepo po vrsti. Na tisti dirki je bil McLaren N23 bistveno boljši od Ferrarija 312T. Pokazalo se je že na samem začetku, kajti Niki Lauda je vodil, a kar naenkrat tam približno po tretjini dirke sta tako James Hunt kot njegov moštveni kolega Jochen Mass dobesedno z lahkoto prehitela Nikija. Jochen Mass je imel potem v nadaljevanju težave z motorjem Ford Cosworth ter je odstopil. Zmagal je James, njegova prva zmaga leta 1976, a drama se je komaj začela. Namreč dan poprej so stopila v veljavo pravila, ki so določala maksimalno širino bolida. In ko so tisti tehnični delegati premerili bolid Jamesa Hunta, so ugotovili, da je bil ta za približno 15 mm preširok. In seveda sledila je diskvalifikacija, kar je bil dvojni udarec za Jamesa Hunta. Ne samo, da je bil ob zmago, dobil je 0 točk in njegov nasprotnik Niki Lauda je dobil pa polno bero. In seveda, kasneje je FIA prišla na dan z eno izmed najmanj razumljivih odločitev v zgodovini Formule 1. Namreč zmago so res vrnili Huntu, ampak z obrazložitvijo, da 1,5 cm približno ni bila omembe vredna prekoračitev. A seveda tudi danes se zgražamo na rahlo bolj racionalne odločitve komisarjev. Ta dirka za veliko nagrado Španije leta 1976 je imela še kar nekaj zanimivih dejstev. Namreč pri ekipi Tyrrell so prvič pokazali njihov šestkolesnik, tisti znani Tyrrell P34, o katerem sem že govoril na kanalu. In seveda tu je treba omeniti še nekaj. Prvič ga je imel na razpolago samo Patrick Depailler. Jody Scheckter je imel starejši model. In seveda, že ko govorimo o znanih voznikih, Chris Amon je tu leta 1976 dosegel svoje zadnje točke v karieri, kar so bile tudi zadnje točke kakega Novozelandca, dokler v sezoni 2018 ni Brandon Hartley dosegel novih. A dovolj s preteklostjo, pojdimo na sedanjost. Kakšne so novosti na progi v Barceloni? Januarja so malce popravili tisti 10. ovinek. Sedaj ni več tako oster, ima večji radij in verjetno bodo vozniki vozili bolj na polno. A spremenila se je dolžina kroga, sedaj meri 20 metrov več. Pnevmatike, ki bodo prisotne tu na veliki nagradi Španije, so istih mešanic kot one, ki smo jih videli na dirki prej veliki nagradi Portugalske. A to še zdaleč ne pomeni, da bomo gledali enake strategije. A najprej si bomo ogledali lastnosti same proge, ki so bistveno drugačne od tistih, ki smo jih videli v Portimao. Namreč vidimo tu, da pospeševanje kot tako ni več
tako močno, iz faktorja 4 smo prišli na 3, medtem ko so tiste bočne sile, ki delujejo na pnevmatiko, za stopnjo višje. A bistveno je tudi nekaj drugega. Ukolikor pogledamo oprijem samih pnevmatik in njihovo obrabo, bomo ugotovili, da so te bistveno višje od onih, ki smo jih videli na Portugalskem. In če potegnem malce črto in pogledam, kaj sem spoznal v preteklosti, moram povedati, da tu v Barceloni ni več čas za skrivalnice, tu bomo res videli tisto pravo razmerje moči. Tovarniška ekipa Mercedes je baje po pripovedovanju mnogih strokovnjakov razvijala svoj bolid prav zato, da bi bil najhitrejši na progi v Barceloni, kar bi lahko smatrali, da je ta proga neko idealno povprečje vsega tistega, kar lahko vidimo na svetovnem prvenstvu Formule 1. Tu dobesedno izgovorov ne bo več. In tisto, kar bomo videli, bodo verjetno tisto pravi rezultati, o katerih so mnogi že govorili marsikaj poprej. Zanimiva bo tudi vremenska napoved, mimo nje ne moremo. V petek bo sončno oziroma lahko tudi delno oblačno, s temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. V soboto za kvalifikacije je lepo sončno in temperatura bo narasla na 23 stopinj Celzija. Zanimiva napoved za nedeljo. Delno oblačno, a obstaja 40% možnost, da bo med samo dirko deževalo. Seveda temperatura malce nižja kot v soboto, torej tam okrog 21 stopinj. Kar se tiče vetra, bo prisoten, a le tam okrog 10 oziroma 15 km/h, približno polovico tistega, kar smo videli na Portugalskem, predvsem pri dirki. Kar se tiče strategije, imamo tu v Barceloni kar nekaj opcij. Namreč še zmeraj obstaja možnost 2 postankov kot možnost enega postanka. Meni osebno se mi zdi, da ne bomo gledali preveč voznikov, ki bodo uporabljali tisto najtršo mešanico, vsaj na dirki, ampak lahko se tudi motim. A o tem bom bolj podrobno spregovoril na tistem našem zadnjem briefingu, kjer bom predstavil kot ponavadi svoje osebno mnenje. A preden zaključim še opozorilo. Kot ste se verjetno že privadili, bom tudi tokrat bil zadolžen za komentiranje prvega in drugega prostega treninga na sportklubu. Z veliko razliko, da tokrat so mi dali tudi dodatno nalogo. Komentar kvalifikacij in vseh 3 dirk Formule 3. To pa ne pomeni, da naši prispevki vezani na veliko nagrado Španije bodo kaj skrajšani. Le opozoriti vas hočem, da bo morda prišlo do kakih zamud, kajti razumeti morate, da ukolikor sem v komentatorski kabini, težko snimam prispevek. A seveda, vse bo prišlo na vrsto in upam, da boste dobili tiste podatke, ki ste jih navajeni. A kar se tiče tega uvodnega prispevka, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.